Spoštovani prijatelji, lepo pozdravljeni. Nocoj bomo imeli zanimiv pogovor z Matejem Leskovarjem, ki je ustanovitelj in lastnik založniške hiše Ignis in pa dolgoletnim župnikom v Črnučah, na Blokah in pa v Prečni pri Novem mestu, Tonetom Marinkom. Lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni, hvala. Dober večer. Dober večer. Torej, gospod Tone, vi ste prvi, ki ste prinesel prenovo v duhu v Slovenijo, in to je bilo davnega leta 1970, koliko? Ja, nova maša je bila 76, a ne? Potem sem imel pa možnost priti malo v tujino, srečati se in spoznati. In potem se je življenje začelo, ne? Najprej z seminarji, ki so osnova za predstavitev delovanja Svetega Duha, in pot, na katero mora nekdo stopiti, da bi se lahko odprl temu Božjemu delovanju. Torej, tako sprejel, zajel to milost, oziroma dovolil Božjemu Duhu, da te darove in milosti, ki jo že imamo, se v njem razvijajo, zacvetijo, zaživijo, začnejo biti konkretno v življenju tega človeka. To je veselje, mir, želja po Božji besedi, odkrivanje cerkve, pa še marsikaj drugega, ko se to za ta molitev za izlitje Svetega Duha dejansko izvrši. Torej, če sem prav razumel, Tone, ste vi pred novo mašo prinesel prenovo v duhu v Slovenijo? Ja, vprašanje tega prenašanja. Torej, imel sem možnost eno leto študirati kot izmenjavi študentov v Ameriki, in tam sem spoznal pač eno živo, bom rekel, konkretno verovanje z veliko Božje besede in slavljenjem. In sem nekako si začutil, kako bilo pa to lepo, če bi pri nas bilo še kaj takega. To veselje, ta spontanost, ta odprtost, spoznavanje Božje besede. In ste s tem nadaljeval in od takrat je potem prenova v Sloveniji? Ja, lahko, ampak na misel mi je prišlo to, ko sem že kot mlad fant večkrat bral knjigo Pod svobodnim soncem. In tam je tista vloga Iztoka, ki je bil preprost fant, čeprav je bil sin Svaruna, se pravi voditelja enega plemena, ki je v nekem spopadu z Bizantinci odkril, kako so Bizantinci spretni, kako znajo organizirano, skupno delati, in zato so tako bili uspešni v vojevanju. In si je takrat ta Istok zamislil, kako bilo, če bi jaz šel tja v Bizanc in se naučil tega vojskovanja, ukradel vojno znanost in jo prinesel nazaj svojemu narodu, svojim Slovanom za svobodo. In tam sem me potem mnogokrat preganjala, kako bi pa na verskem področju dobili nekaj, česar pri nas pravzaprav še ni. Oziroma je v drugačnih oblikah. In to mi je nekako prišlo do tega, da bi tudi jaz v tujini odkril te darove, razsežnosti, veselje, moč, znamenja, ki so v Svetem pismu napisana kot delovanje Svetega Duha. Že v mladinski skupini, kjer sem bil pri Svetem Petru v Ljubljani, pri pokojnem primetu Mirotu, našemu kaplanu z veliko začetnico, smo se mladi zbirali. Ob kitari, ob Svetem pismu, ob pevskem zboru, ob tem, da smo hodili v hribe ali pa med seboj se veliko pogovarjali, sem začutil nekaj živega, ampak, tisto ampak. Tako da, ko sem na tem študiju v tujini imel možnost srečati te, ne bom rekel neke novosti, ampak neko življenje, se mi zdi, da sem tudi jaz zagorel. Hvala. Torej, to je bil Tone Marinko in imamo tudi Mateja Leskovarja, ki je ustanovil in že dolgo let vodi izdajateljsko hišo Ignis. Matej, kako ste vi prišli na to idejo, da bi začel, predvsem, mislim, imate krščansko literaturo,
pa tudi zgodovinsko literaturo, če prav poznam vaše knjige, predvsem mislim pa s krščansko duhovno tematiko. Kako ste vi prišli na idejo, da bi ustanovil eno takšno založniško hišo? Torej, moje glavno področje delovanja je bilo prevajanje že desetletja. In na tej svoji poti sem delal z ogromno različnimi avtorji, tematikami iz več jezikov, prevedel recimo zgodovino antične filozofije Giovannia Realeja, to je tistih 3500 strani, ki so temeljno delo danes v slovenščini. In to ste vi prevedel, prav to? Ja, to sem jaz prevedel. To je veliko delo. Potem papeško okrožnico Vera in razum in tako naprej, torej enih 100 knjig. In v tem času sem se ves čas srečeval z založništvom in sem se že spraševal, kaj pa, če bi kdaj kakšno knjigo izdali. Potem je bila pa ključna ena prelomnica v bistvu v mojem življenju, kjer mislim, da lahko bralcem povem, da je bilo tudi najino srečanje na nek način vpleteno. Torej, po določenih udarcih sem močno v nekem trenutku podvomil v Boga. Nikoli ne v katolištvo, nikoli ne v cerkev, zaradi tega, ker sem bil preprosto zaljubljen v veliko zahodno kulturo, v veliko zahodno književnost, v Danteja, v renesančne mislece, v veliko miselno kraljestvo, ki ga je srednjeveška filozofija prinesla. In to me je držalo ves čas povezanega z katoliškim prostorom, ampak v tistem času, ko sem osebno podvomil v Boga, sem potem naletel na nekaj knjig, ki so me postavile pod vprašaj, tako da sem se začel spraševati, kaj je res Bog kriv ali jaz nimam vere. In te knjige so govorile v enem zelo svežem jeziku. Jaz sem že prej poznal karizmatiko, ampak vseh teh dimenzij, ki sem jih našel pri teh avtorjih, tukaj je bil recimo Pater de Grandis, tukaj je bil Maurice Cerullo, tukaj je bil Pater Hampš. Teh dimenzij prej nisem poznal in ko sem začel te stvari prebirati in potem, ko sva se tudi midva srečala in ko ste molili nekajkrat zame, sem začel razmišljati o tem, da je škoda, da obstaja takšna literatura in je pri nas ne poznamo. Pozneje sem izvedel, da na Hrvaškem seveda se je medtem so knjige Pater de Grandisa že zdavnaj izšle, da pa v slovenščini je tukaj ena luknja in sem potem zaprosil Pater de Grandisa za pravice, to je bilo že leta 2003 in takrat smo potem izdali prve njegove knjige in tega se je potem z leti kar nabralo. Koliko knjig ste do sedaj od leta 2003, danes smo 2021, koliko knjig ste izdal? Mislim, da 45 do 50. Moral bi prešteti. 45-50 ste v okviru vašega Ignisa izdal. Tako. Ignis pomeni? Ignis je ogenj. Ogenj. Vidim, da imate tu knjigo, Matej, ki je dolgo časa burila duhove v cerkvi in še zdaj. In vi ste jo prevedel v slovenščino. In to je knjiga? To je knjiga Iz globočine najinih src. Iz globočine najinih src, torej dveh src, to sta? To sta
zaslužni papež Benedikt XVI in kardinal Robert Sarrat, ki je bil do nedavna kardinal prefekt kongregacije za bogoslužje. Z tem prefektom, z kardinalom Sarrat, smo imeli tudi mi intervju na Exodus TV. Matej, ta knjiga je zelo brana, posebej tudi med, bi rekel, bolj mislečimi ali verniki, duhovniki. Zakaj? O čem govori ta knjiga? Ta knjiga je po mojem najboljša obstoječa teologija duhovništva. V bistvu je ena zanimiva knjiga. Vemo, da veliki teolog Hans Urs von Balthasar je uveljavil en izraz, ki ga danes katoliška teologija pozna in omenja, to je pojem klečeče teologije. Balthasar je poudarjal, da teologija ne sme biti samo nekaj teoretičnega, ampak da je bistveno, da je povezana z izkušnjo, z molitvijo, z osebnim srečanjem z Bogom. In ta dva naša avtorja, veliki Josef Ratzinger, papež Benedikt in kardinal Sarrat, sta s to knjigo dala eno teologijo duhovništva, za katero je čutiti, da je ukoreninjena v osebni verski izkušnji, v izkušnji celibata, se pravi, ona dva kot katoliška duhovnika živita celibat, živita duhovništvo in govorita o duhovništvu izkustveno, hkrati pa svojo misel razvijata na podlagi ogromne pastoralne izkušnje, predvsem kardinal, in silovitega bazena vednosti, tukaj mislim predvsem na papeža Benedikta, ki je verjetno eden največjih umov 20. in 21. stoletja v katoliškem prostoru. Glede na vaše mnenje, je to knjiga o globini življenju duhovništva, teologija duhovništva, če sem prav razumel, in bi kot takšna potem bila zanimiva vsem duhovnikom in jim potem kakor jim priporočamo to knjigo, ne? Gotovo, tukaj je ena dvojnost pri tej knjigi. Po eni strani laiki, ki bi radi spoznali duhovništvo, skrivnost duhovništva, ki se morda sprašujejo, zakaj se pa katoliški duhovnik ne more poročiti, če se lahko poročita pop in pastor, če ima lahko muslimanski ulema 4 žene, zakaj mora biti katoliški duhovnik sam? To razlaga Benedikt in pa Sarrat, to še posebej. Tako. To je en vidik, ki bo postal vsakemu katoličanu jasen. Se pravi, zakaj je duhovnik poklican k samskemu življenju. Ali je to samo pravna kaprica, ali gre za nekaj globljega. In tukaj papež Benedikt pokaže na globoko povezavo že z judovskim duhovništvom in potem pogleda cerkvene očete, pogleda prakso prve cerkve. Je pa seveda tako, da duhovnika bo pa zanimalo nekaj drugega, duhovnika bo pa zanimalo, kako bolj poglobljeno živeti duhovništvo, in duhovnika bo knjiga nagovarjala na neki drugi ravni, čeprav verjamem, da o tem lahko pa duhovniki več povedo ali pa poveste. Glede celibata, ravno danes smo imeli en pogovor, eno snemanje z doktorjem Pojavnikom
in je omenil, da je ta odpad od Boga v zadnjem času v rapidnem razvoju in med ostalim je omenil tudi nečistost oziroma ta neurejena spolnost. In tu je tudi sam, bi rekel, bolj to spoznavam, da je to kot neka protiutež ravno človeštvu, ki drvi v to zanko, je protiutež ravno življenje v celibatu, ki je ravno v tem duhovnem boju z zlom je kot tisto nasprotno delovanje. Tako se mi zdi zelo pomembno. Celibat vse bolj in bolj in mislim, da je res v tem duhovnem boju sovražnik uporablja to področje za to, da nas uničuje. Kaj vi mislite, Tone, o tem pogovoru zdaj glede duhovniškega celibata in pa o tej knjigi, če ste jo slučajno pogledal? No, to knjigo sem slučajno, ne slučajno, namenoma bral ob prevajanju. Ne bom rekel, da sem imel kakšne opombe na prevajanje, mogoče kakšne pravopisne, ampak zelo sem začutil, kako je zasluženi papež Benedikt poskušal poudariti to, kar je Markov evangelij, ko on zbere apostole in jih zbere, da bi bili z njim, da bi jih poslal oznanjati in da bi ozdravljali. Te tri so bile Jezusove naloge, ki jih on podarja duhovnikom za oznanjevanje, za služenje, za to, da bi širili vero naprej. In prav to prvo, da bi bili z njim, je na poseben način poudaril in preprosto rekel, lejte, lahko smo z njim celostno ali pa nismo. Ali smo zares, ali pa ne moramo biti. Tako da je doživetje to celostno pripadnost tako pomembna stvar, da preprosto napolnjuje celotnega človeka. Tudi zdaj, ko to knjigo prinašam v župnije mnogim duhovnikom, se z njimi srečujem, marsikdo pravi, ja sej, to se mora živeti, ne samo o tem razpravljati. Torej, odkrivanje te Jezusove zamisli, da je samo celostno tisto, kar nas mora prevzeti, je pravzaprav ključno sporočilo, ki ga mi duhovniki slišimo že v bogoslovju, že verjetno prej veliko razmišljamo, preden se odločimo stopiti na to pot. Tukaj zraven je pa takoj dodana milost iz Janezovega evangelija, ki Jezus pravi, brez mene ne morete ničesar storiti. To pomeni, da je naša prošnja duhovnikov vedno znova, Gospod, mi hočemo biti s teboj, ampak ti moraš biti z nami. Samo tvoja moč v nas je tista, ki nam lahko daje sposobnost, vztrajnost, požrtvovalnost, darovanje, veselje, nesebičnost. Tako da, kolikor imamo mi željo Bogu čim bolj pripadati, prosimo hkrati Jezusa, daj nam moč, da ti bomo lahko pripadali. Tako da je res nekaj zelo lepega. Zadnji sem zvedel eno stvar, kar prej nisem vedel, da rimski vojaki se niso smeli poročiti, dokler so bili v službi. In tudi duhovnik je neke vrste vojak v tej duhovni bitki za duše in da za resnico na nek način. In takrat, ko si sredi fronte, pač si na razpolago za ta boj. Tako vidim, razumem te stvari tudi mogoče sam, ampak ni bilo tu nekaj spornega pri tej knjigi, gospod Matej, ko so nekako navajali
kardinala Saraha in pa papeža Benedikta, da sta v sporu z papežom Frančiškem v zvezi s to knjigo. Ja, v bistvu okrog te knjige iz globočine najinih src je potekala ena strahovita kampanja. Celotna zgodba knjige se je začela lansko leto v bistvu z sinodo, mi smo zdaj že leta 2021, se pravi predlani v bistvu, leta 2019, z sinodo o Amazoniji. V Amazoniji se pojavlja problem, da mnoga plemena, ki so sprejela krščanstvo, zaradi, mogoče še ne v celoti, ampak so se že oblikovali krščanske skupnosti, nimajo stalnega duhovnika, zato ker živijo predaleč v džungli, daleč od civilizacije, težko je priti do njih in pastorala se še ni vzpostavila. In na tej sinodi je padla ideja, seveda vprašanje od kje, da bi se začelo posvečevati preizkušene može, latinsko se temu reče viri probati, preizkušene može, ki so dali nekaj skozi, ki so zgled krščanskega življenja v skupnosti, ki bi se tudi do neke mere izobrazili, da bi kljub svoji poročenosti bili posvečeni v duhovnike in bi služili. Torej, ta ideja je bila predstavljena in nekateri so ob tej sinodi, jaz moram tukaj eno stvar omeniti, da v Latinski Ameriki se že zadnjih 50-60 let v katoliškem prostoru dogajajo čudne stvari. V obdobju drugega Vatikanskega koncila pa dejansko do papeža Janeza Pavla II. Se je pojavila med nekaterimi duhovniki, ki so bili zmedeni, se je pojavila ena marksistična kuga. To je bila tako imenovana teologija osvoboditve in tukaj so bili duhovniki, ki so tekali okrog po džunglah z kalašnikom in trdili, da je danes Kristusov nauk marksistična revolucija. V glavnem v glavah je bila zmeda. Zgodovina. Ja, ampak tam je tudi velika beda, ne? Ja, to teh je brezpravnih množic, mislim kmetov, teh, to je res. Tam je velika izkoriščanje tudi ljudi. To je res, vendar pa marksizem je povsod prinesel zlo, prinesel je poboje, prinesel je diktaturo, prinesel je neusmiljeno kontrolo, neusmiljeno oblast tajnih služb. Marksizem obljublja zatiranim blaginjo, potem pa dejansko da blaginjo samo partijski vrhuški, ljudi pa zatira v enakosti revščine, brezpravja, pomanjkanja svobode, v preganjanju vire in tako naprej. In potem, v glavnem, v tem latinskoameriškem prostoru se dogajajo razne stvari, ki izhajajo, mislim, da še vedno iz te dediščine, tako imenovane teologije osvoboditve. In kardinal Sara in papež Benedikt sta ob tem predlogu bila zaskrbljena, zato ker mimogrede lahko ena taka ideja postane generator za širše spremembe. Onadva sta se prestrašila tega, da bi nekdo uporabil ta predlog in iz njega naredil bojnega konja za rušenje celibata v katoliški cerkvi. Ker v katoliški cerkvi se pojavljajo ljudje, tudi duhovniki, ki ne hodijo z Kristusom, ki govorijo o napredku, ne o Božji besedi, ampak o napredku, ne o Božjem kraljestvu, ampak o
o socialni enakosti, ki govorijo ne o duhovnem življenju, ampak o sociologiji in politiki. In iz teh krogov prihajajo tudi napadi na celibat in napadi na mnoge tradicionalne duhovne prakse, ki so preživele test časa in ki so generacije kristjanov držale v odnosu z Bogom, v gorečnosti za Gospoda in v poglobljenem osebnem krščanskem življenju. In sta si začela dopisovati o tem problemu in se pogovarjati o tem, kaj nama dvema duhovništvo pomeni. In ob tem se je izkristalizirala ta knjiga, izkristalizirali sta se dve razpravi. Ena, v kateri papež Benedikt pogleda, kako so Judje živeli svoje duhovništvo, kako je prva cerkev živela svoje duhovništvo in tako naprej. Kaj cerkveni očetje pravijo, kaj koncili pravijo. In kardinal Sarah za svojim ozadjem, on izhaja iz pred kratkim pokristjanjenega plemena v Gvineji v Afriki. In torej 2 generaciji sta krščanski, njegovi stari starši so sprejeli krščanstvo. In pozna mentaliteto teh ljudi, ki so krščanstvo sprejeli, hkrati je pa popolnoma vsrkal vase tudi naš način razmišljanja, našo katoliško teologijo in tako naprej. Ona dva sta napisala ti 2 študiji, naredila knjigo, in ko je knjiga izšla, so mediji silovito napadli knjigo, češ ona dva hočeta Frančišku pamet soliti. Dejansko je medijska kampanja januarja letos prikazala, kakor da je Frančišek zagovornik postopnega ukinjanja celibata, ona dva pa hočeta Frančišku onemogočiti, da bi lahko svoje pravo mnenje pokazal. Tukaj bi jaz rad na eno stvar opozoril, da papež Frančišek je bil do zdaj pogosto tarča velikih medijskih manipulacij. Res je, da on mogoče kakšne stvari veliko bolj svobodno pove, ker ni toliko razmišljal verjetno o medijskih učinkih. Tako je recimo večkrat jasno, tudi kot papež jasno, obsodil istospolne poroke in homoseksualski lobby in njegovo politiko. Po drugi strani je pa recimo izrekel nekaj, kar je popolnoma resnično. Kdo sem jaz, da bi sodil konkretnega človeka, homoseksualca, ki hoče iskati Boga? In iz tega, ker on pravi, kdo sem jaz, da bi sodil tega človeka, kakšen je on pred Bogom? To drži. On je tukaj samo pokazal, kje je meja. Teologija je jasna, ne bo pa sodil o tem konkretnem človeku. In iz tega so mediji naredili, da je papež zagovornik istospolnih porok. Se pravi, oboje, in Sarah in Benedikt, pa tudi papež Frančišek, mislijo dobro, ne? Ampak to je bil neke vrste poskus, če prav razumem, stopiti med njih in jih sprejeti in jih skregati. Tako. Jaz sem prepričan, da danes še vedno obstajajo v svetu zelo močni lobiji, ki jim gre močna cerkev z jasnim pogledom, z jasnim naukom, tudi z jasnim moralnim naukom na živce. In si želijo spora, zato so tudi tako stvar, kot je ta knjiga, ki je v bistvu teološka knjiga in duhovna knjiga, hoteli uporabiti za to, da bi sejali zmedo med verniki in povzročili spor v samem vrhu cerkve. Seveda, papež Benedikt in kardinal Robert Sarah sta prepoznala, za kaj gre.
Dala sta jasno javno izjavo. Kdor bo knjigo prebral, bo videl, da oba citirata tudi papeža Frančiška. In meni so moji argentinski prijatelji, ki so kardinala Bergoglja poznali v Argentini, prednji je postal papež, so mi že zdavnaj rekli, da ne bo nič iz ukinjanja celibata, da papež Frančišek je zagovornik tradicionalnega nauka in ne bo dovolil nekih sprememb in zmede, kar se je potem tudi izkazalo za resnično. Papež Benedikt in kardinal Sarah pa sta jasno povedala, da gre za teološki pogovor, kot je v cerkvi normalen, kot smo ga katoličani vajeni in kot je legitimen. Da pa ne bi bilo zmede, sta se dogovorila, da od druge izdaje knjige nosilni avtor ni več papež, ampak je kardinal Sarah. Papež je pa omenjen tako, da je avtor kardinal Sarah z prispevkom papeža Benedikta. In zato so tudi zamenjali položaj fotografij. Prej je bil papež na levi, kardinal na desni in mi beremo od leve proti desni in najprej opazimo, kar je na levi, potem kar je na desni. Po tej spremembi so dali papeža na levo stran, papeža na desno stran in kardinala na levo. In prej sta gledala drug k drugemu, zdaj pa, ko so te fotografije zamenjane, gledate pa drug proč od drugega. Tako da to je bil velik vihar v kozarcu vode. Torej, knjiga, ki se poglablja v duhovništvo, ena najboljših, pravite, teologij duhovništva, izkušenj in iz, bi rekel, teološkega velikega znanja. Obenem tudi spor med papežem in njima je bil izglajen, bi rekel. Ne, spora ni bilo. Spora ni bilo, torej samo pojasnili so, kaj mislijo. Povedali so, da mediji ponovno manipulirajo in lažejo. Povedali so, spor med papežema je fake news. Kaj nam je povedal Trump o medijih? Da se v njih slišijo fake news. Kaj vidimo, če spremljamo slovenske medije, ko pljujejo po Janši in po sedanji vladi, da so mediji polni fake news, lažnih novic. In ponovno, ta knjiga je dokaz, da tudi ko svetovni mediji govorijo o cerkvi, so zato, da bi povzročili spore v cerkvi, pripravljeni na lažne novice. To je treba poudariti. Gospod Tone, kaj pa vi mislite kot dolgoletni župnik, zaslužni župnik v Sloveniji s svojim delom, življenjskim delom, duhovniškim delom, kako bi to bilo, če bi se recimo iz pastoralnih razlogov, na primer v Južni Afriki, dovolilo posvetiti preizkušene može v duhovnike, torej prezbiterje, ki imajo sveto mašo, ki lahko spovedujejo. Diakoni vemo, da so lahko pri nas poročeni, po posvečenju ne, ampak pred posvečenjem. In tako kot imajo na primer pravoslavni, kjer imajo tudi menihi in škofje so lahko neporočeni, mislim, so lahko samo neporočeni škofje. Pri bratih protestantih pa imajo družine. Torej, glede na pastoralno situacijo sedaj v svetu, pa tudi v Južni Ameriki, kaj je vaše mnenje kot dolgoletni župnik? No, tle bi bilo treba najprej te može najdeti. Jaz mislim, da tudi izkušeni starejši može, bi se morali odločiti. Težko je pa reči, jaz sem prej pripadal ženi, zdaj bom pa ali poleg žene pripadal še Jezusu, ali bom pa za ženo pustil samo Jezusu pripadal, tle nekaj ni čisto dobro. Tako da že tle bi bil v njih konflikt. Namreč Jezus zahteva celotnega človeka. In že zdaj vidimo, kako je problem med poročenimi, da imajo premalo časa eden za drugega. Torej, jaz si težko predstavljam, da če bi bil poročen, pa bi imel 3-4 otroke,
potem bi se takoj postavilo vprašanje, ja, najprej bi mogel biti z ženo, potem bi moral biti z otroki, potem bi moral pa še dovolj sredstev imeti za te stvari. Ker zdaj pa ne bi smel, pa reči, da bom pa mi lepo v Bogu živeli, ne bom mogli ne smučati, ne mogli ne drsati, tudi tisti video, pa tistega se mu kar odpovedali. To ne gre. Tudi duhovnik, ki bi bil poročen, bi moral biti sodoben. Se pravi, da bi imel vse te stvari možne in da bi jih lahko smel uporabljati. V nedeljah imamo duhovniki, vsaj dopoldan, vsi zelo veliko dela. Torej, v nedeljo, ko bi moral biti z družino, ne bi mogel biti z njimi. Sobota je ravno tako poseben dan, ko se duhovnik pripravlja še za naprej, pa kakšni obiski so, kdaj kakšna poroka, tako naprej, že spet ne bi imel časa za svoje otroke pa za ženo. Se pravi, bi se njegov zakon že vnaprej skrčil na minimalne stvari. Prej ste omenili brate protestante. Jaz sem nekoč, ko sem bil v tujini, eno leto sem študiral v Ameriki, tam videl precej zelo lepih zakonov. Bratje pastori so imeli za svoje žene običajno medicinske sestre. To so bile žene, ki so bile že tako občutljivega srca, ki so imele čut za družino, ki so imele čut za pomoč in so sestavljali čudovite skupnosti, ko so si tudi pri oltarju pomagali. Ampak, zdaj bom naravnost povedal, tam so ljudje veliko več darovali za to družino, za to svojo skupnost. Tako da bi bil tako vprašanje, kje sredstva dobiti. Ampak bolj kot to je vprašanje pripadnosti. Drugo, ja, Jezus je rekel, ne moramo služiti dvema gospodoma. Če želiš resnično pripadati drugi osebi, potem zelo, zelo težko, enako ali pa bolje pripadaš Bogu. Bog pa zasluži, da mu damo vse. To se pravi, najprej bi bil čas, potem bi bile finance, potem bi bilo vprašanje nedeljenosti ljubezni, potem bi bili seveda tudi, in to je pa zdaj vprašanje naših ljudi. Včasih ljudje rečejo, veste, Gospod, če bi pa vi bil poročen, pa videli, kakšne težave imamo mi v poročenem življenju, bi nas lažje razumel. Pa mislim, da lahko vsi rečemo, da duhovniki zelo veliko stvari vidijo in slišijo o poročenih. Zato jaz vedno pravim, kako je zakonska skupina v župniji velik blagoslov za domačega župnika. Ne samo, da pozna nekaj družin, ampak da pravzaprav, ko je pri zakonski skupini, tudi če on ne vodi, je pomemben njegov doprinos k razumevanju Božje besede in k poslušanju tistih, bom rekel, stisk, problemov, neugodnosti, ki se v zakonu dogajajo. Vemo tisti pregovor slovenski, ne, da kdo je poročen, da je biti poročen kot trdnava. Tisti, ki so noter, bi hoteli iti ven, tisti, ki so zunaj, hočejo iti noter. Vsak sanja, nažalost, ne, kot da je tisto drugo, česar nima, boljše. Tako da tle se mi zdi, da bi to zelo težko bilo, tudi naša slovenska kultura vidi duhovnika kot neporočenega, kot zato odprtega za vse ljudi. In je včasih zelo hecen, ki te obtožijo, ne, ja, ti pa zmeraj kakšne ženske prevažaš. Ja, unamo 80 let, ja, pa bom pomagal, če bo treba jeti. Unamo 75, pa ima moliški voziček, ja, bom pomagal banko pelati, če nima nič drugega. Tako da, če kdaj peleš pa kakšno mlajšo, ne, pa že spet imajo kakšne pripombe. Tako da, šele ko razumemo, da je župnik duhovnik za vse, in to je dosti težko, takrat potem zaslutimo, da tem njegovi razpoložljivosti je samo zato lahko, ker pripada Bogu. Hvala za vaše mnenje. Torej, to je bila prva knjiga, poleg mnogih knjig, ki ste tukaj prinesli, ki je zelo zanimiva in jo toplo priporočamo vsem duhovnikom in Slovencem, ki jih bi ta tematika še posebej zanimala. Obenem imate še eno drugo knjigo, ki je tudi precej iskana, in sicer kaj je narobe z istospolno poroko. Lahko pokažete to knjigo,
In to Tole je, je to je ta mislim, knjiga. ena redkih knjig, ki se s katoliškega stališča ubada z istospolnostjo. Bi predstavili to knjigo? Najprej bi rad poudaril oziroma izpostavil eno pomembno stvar, nekaj, kar je pomembno v slovenskem prostoru. Zakaj ta knjiga? Zakaj knjiga, ki se ukvarja z problemom homoseksualcev? Kdor spremlja dogajanje pri nas v zadnjih desetletjih, 20 let recimo, ali pa že na Zahodu od 90-ih let dalje, lahko vidi, da homoseksualnost ni več nekaj zasebnega, kar mogoče kdo prakticira in kar ni, s čimer se mi ne ukvarjamo, ker se ne ukvarjamo z spolnostjo drugih ljudi. Homoseksualci so iz svojih nagnjenj naredili politiko. Naredili so iz tega eno veliko družbeno ofenzivo, kjer se lažnivo prikazujejo kot žrtve. In s tem, ko se prikazujejo kot navidezne žrtve, si ustvarjajo status nekoga slabotnega, ki potrebuje zaščito. Po drugi strani pa organizirajo razne manifestacije. Najbolj znana je tako imenovana Parada ponosa, kjer enkrat na leto z močno finančno podporo davkoplačevalskega denarja norijo po ulicah, nosijo transparente in vpijejo, kako je fino biti homoseksualec ali pa lezbika. Go. Ja. Ja. In, Torej, ta knjiga se ukvarja s teološkimi problemi, ne? Ne, ta knjiga se ukvarja z družboslovno-psihološkimi problemi, z medicinsko-biološko-naravoslovnimi problemi in deloma v enem poglavju tudi z teološkim vidikom. Ta knjiga je v bistvu poljudno-znanstven priročnik za odgovor na agresivno nastopanje homoseksualskega lobija v javnosti. Ko je Oriana Fallaci, znana, danes že pokojna, liberalna italijanska novinarka, pisala knjigo Apokalipsa, v kateri govori o propadu zahodne civilizacije, je med drugim spregovorila tudi o teh problemih, ki se jih loteva ta knjiga. Ko sem začel govoriti o homoseksualski politiki, sem imel v mislih prav to, kar pravi Oriana Fallaci. Ona pripoveduje, kako je enemu homoseksualskemu paru že v 70-ih, 80-ih letih, potem, ko so ju starši vrgli na cesto, ko so videli, da sta homoseksualca in nista imela kam iti, jima je ona dala v uporabo za 3 leta svojo vilo, ki jo je imela v Toskani. Ona je doma iz Firence, iz Toskane. In jima je absolutno pomagala in pravi, če bo kdo napadel homoseksualca, zato ker je homoseksualc, ga bom branila z vsemi 4. Vendar pravi, prosim, znana liberalna novinarka, pravi,
vendar sem absolutno proti temu, da iz tega zganjajo politiko. Predvsem naj pa pustijo naše otroke pri miru. Če bodo hoteli svojo usmeritev propagirati med našimi otroki, bom absolutno nastopila zoper njih. In za to mislijo, jaz sem namreč knjigo Oriane Fallaci Apokalipsa prevedel v slovenščino. In ko sem prevajal tiste strani, sem rekel, pa ta gospa razmišlja popolnoma tako, kot razmišljam tudi sam. In ker smo imeli pri nas že referendume, ko so hoteli, ko je homoseksualski lobby hotel uvesti torej, njihovo zvezo kot poroko, ko je hotel izsiliti status poroke in hotel izsiliti, da bi njihova zveza imela prostor v družinskem zakoniku, takrat smo imeli 2-krat referendum in smo to zavrnili. In pred enim od referendumov sem jaz to knjigo izdal zato, ker mi v bistvu potrebujemo argumentirano gradivo, da bomo vedeli, zakaj ni res, ko pravijo, da so žrtve. Da bomo znali argumentirano povedati, da oni, ki pravijo, da so žrtve, da so preganjani, da dejansko sami preganjajo drugače misleče. Da bomo vedeli, na kakšne načine poskušajo vplivati na javno mnenje. Da bomo vedeli, da so recimo starši otrokom povedo, da homoseksualnost ni nekaj dobrega, da so v nekaterih državah izpostavljeni napadom in pritiskom strani socialnih služb. In pomembno je tudi to, da vemo, kaj pravi medicina, da vemo, da ko so leta 1974 črtali homoseksualnost iz seznama duševnih bolezni v okviru ameriške psihiatrične organizacije, to ni bilo zato, ker bi znanost imela novo spoznanje o homoseksualnosti. Ampak so se politično tako zorganizirali, da so zagovorniki homoseksualnosti kot nečesa normalnega dobili dovolj vpliva in so preprosto preglasovali tiste, ki so bili proti spremembi. Je prav, da vemo, da je največ spolno prenosljivih bolezni med homoseksualci, da je največ AIDS-a med homoseksualci in tako naprej. Če pa o tem govoriš, ne da bi imel argumente, ne da bi vedel, kaj pravijo znanstvene razprave, kaj pravi znanost, potem je to gostilniški pogovor, zato je ta knjiga pomembna. Se pravi, to je izjemna knjiga, se pravi, neka res izjema v tem sedanjem perečem vprašanju. Zdi se mi pa, moram priznati moje osebno mnenje, da se mi zdi Frančiškov pristop, krščanski pristop, ne? Da so to homoseksualci, so ljudje prvenstveno z svojimi zgodovinami, z svojimi, nagnjenji in je prav, da imamo do njih neko krščansko ljubezen in tudi spoštovanje. In obenem pa bi rekel, seveda pa potem z neko primerno krščansko držo pa tudi lahko zagovarjamo svoja stališča, ki so tudi biblično na nek način utemeljena. Moram priznati, da se mi je zasmilil en duhovnik, ki je priznal, enkrat je rekel, jaz imam takšno nagnjenja, pravi, in imam velike probleme, pravi, se zelo trudim, da bi se držal celibata in ne bi rekel, tem nekim popuščal tem nagnjenjem, ne. In mislim, da se trudi, da je dober duhovnik, mislim, ne prakticira teh svojih
ampak sem videl njegovo težko dilemo, ne, in tudi njegovo iskreno željo, da razume situacijo, v kateri je, ne. Tako, normalno je, da nekako le niso homoseksualci danes tako sprejeti v širši družbi, kot bi mogoče oni želeli ali kakorkoli, ne. Vsekakor pa mislim, da z neko, tako kot je Jezus pristopal k vsem ranjenim ljudem tudi v življenju, tako moramo tudi mi kot katoličani pristopati. To se mi je recimo v tej knjigi se mi je zdelo pomembno. Obenem pa je to dejansko ena knjiga, kjer so zbrane razmišljanje o tem na osnovi, kot sem povedal, podatkov, tako. Ena stvar, ki bi jo rad tukaj izpostavil, je to. Absolutno vsakdo, ki ceni človeško svobodo in človekovo dostojanstvo, bo spoštoval človeka kot človeka. In kristjan ne bo homoseksualca obsojal zaradi nagnjenj, ampak če je nekaj greh, je greh. Ni nujno, da nekdo, ki ima ta nagnjenja, greši, lahko živi čisto. Ampak to so posameznikove odločitve. Kot je rekel Frančišek, kdo sem jaz, da bi sodil? Kaj ima ta človek pred Bogom? Kako je za svojim srcem pred Bogom? Vendar, po drugi strani se pojavlja, ponovno ponavljam, politika, ki hoče homoseksualnost uporabiti za neke druge cilje. Homoseksualnost uporabljajo zato, da bi preko rušenja normalnih družinskih vrednot, ki jih poznamo skozi tisočletja, ki so biološko pogoj za reprodukcijo človeške vrste in ki ustvarjajo družino, kot jo poznamo. Z bojem zoper družino v bistvu hočejo razbiti zadnjo celico družbe, ki se upira manipuliranju. Mi vemo iz komunizma, da komunisti niso mogli prati možganov otrokom, ki so imeli doma močno vzgojo. Če hočeš otroke iztrgati in jih po svoje iz družine, moraš družino uničiti, zato da jim lahko pereš možgane. To je v zadnji instanci zadaj. Pa zadaj je želja po državnem denarju, ker homoseksualski lobiji v imenu svojih programov črpajo velikanske denarje iz evropskega proračuna, iz državnih proračunov, občinskih proračunov. Po drugi strani pa saj niso ti predstavniki, tako imenovani homoseksualski aktivisti, LGTBQ plus aktivisti, nikoli vprašali samih homoseksualcev, ali zares predstavljajo njihove interese. Zanimivo je, da je kar nekaj ljudi, ki so se javno deklarirali za homoseksualce. Tle je Milo Yiannopoulos, znan ameriški republikanc, konservativc, hud nasprotnik homoseksualske politike. Potem je, zdaj se ne spomnim... On je sam homoseksualec. Ja, tako. Potem je še en homoseksualec, en Anglež. Jaz se opravičujem, ker se imena v tem trenutku ne spomnim. En od vodilnih... Torej, vi mislite predvsem o politiki, da se naj ne bi vodila, ne? Tako. Izkoriščanje, mislim, te politike. Tako, problem niso sami homoseksualci. Če ima nekdo to nagnjenje, je to njegova osebna stvar. O tem se pogovarja z Bogom. Če je kristjan, bo iskal Božjo voljo glede tega in bo poskušal živeti v skladu z Svetim pismom. Problem je homoseksualska politika, ki je dejansko del širše levičarske agende za kontrolo nad družbo, manipulacijo družbe, za
prevrednotenje vrednot. In zoper to se bojujemo, mi se dejansko, kristjani, želimo ohraniti družino, ohraniti družinske vrednote, želimo ohraniti tudi zasebnost. Mislim, da tudi kdor je liberalec, kdor je pravi liberalec, se bo strinjal z mano, da vloga države ni to, da se ukvarja z spolnostjo. Spolnost ne spada v politiko. Želja politizirati spolnost, politizirati homoseksualnost je želja po totalitarnem nadzoru nad zasebnostjo. Homoseksualski lobiji za svojo politiko, za politiko parad ponosa, za politiko homoseksualske družine in tako naprej, hočejo, da bi država imela totalitarni nadzor nad zasebnostjo, nad spolnostjo kot najbolj intimno dimenzijo človekovega življenja. In še ena stvar je, ko hočejo posvajati otroke, dejansko otroku ne priznajo več pravice do enega očeta in ene matere. V družbah, kjer homoseksualski lobiji uveljavljajo svojo politiko, se danes ne govori več o očetu in materi, ampak o staršu 1 in staršu 2. O starem staršu 1 in starem staršu 2. Gospodje, kam gremo? To, kar ste vi povedal, je seveda vaše mnenje, vaše stališče. Moram povedati, da sedaj ta politika prihaja v šole in tudi Evropa išče ne vem koliko spolov, ne samo 2, ampak 15 ali kaj takega, mesto teh spolov. In obenem dejansko je to, bi rekel, prav malo čudno, ker ne bo več starega ata, ne stare mame, ne tete, ne strica, ne bratranca, ne sestrične, če ne bo več nobenih spolov. Gospod Tone, kaj vi mislite o tem? Popolna zmešnjava bo, ne? Že zdaj otroci rastejo in ko enkrat po 6. letu v šoli, se pravi z 10., 11., 12. leti začutijo sami sebe, nehajo biti otroci, so zelo zmedeni na mnogih področjih. In zdaj pa tja spada še to, ja, kaj pa, če ti nisi zadovoljen s svojim spolom? Kaj pa, če bi ti namesto fantka pobirali punčka, namesto punčka pravi fantek, pa tako naprej. Jaz mislim, da bo to še dodatno zmedo prinašalo. Če to primerjam recimo s športom, tam se zelo jasno vidi, da športniki, ki so spremenili spol, zlasti moški, ki so postali ženske, niso več enakovredni partnerji pri športu, ne morajo biti, ker so moško zrasli, moški bili razviti, zdaj bodo pa s šibkejškim spolom se pretepali, tekli in tako naprej. V športu je to problem za... To je gotovo en zelo velik problem. Drugi problem je pa, jaz mislim, da te mladi že tako iščejo samega sebe, svojo podobo, kdo so, kako so, kaj ne dela, ki jim vse v tem odraščanju preveč, ne razume svojega telesa nič. Zdaj pa še to zraven pride, ja potem bodo pa res to popolnoma zmedeni. Imeli smo primere na televiziji, ko so ti mladi, ki so drugače, torej se čutijo spol, kot imajo telo, moram priznati, da so se mi zasmilili ti mladi, ki iščejo potem, kdo zdaj o njej ima nek drugi spol. In je to, bi rekel, neka zelo težka situacija. Zelo težka situacija, tako da res moramo tudi tu zelo pazljivo pristopati in jim pomagati. Jaz se spomnim očeta Jamesa, ki je na Kurešček večkrat prihajal, tudi zelo ima en seminar, preko televizije, ki je nekoč povedal, kako sta k njemu prišli 2 dekleti, pa sta rekla, oče, midva sva lezbike, pa tako živiva in ne morava drugače. On jih je malo pogledal, pa rekel, punce, to ne drži. Saj ste normalno razvita dekleta, jaz bom z vaju v molu, ampak vidite, se morate odpovedati te misli, da sta pa lezbike in da ne morate drugače. In za njih malo jih blagoslovil, potem jih pa čez 3 leta srečal, srečno poročene, sta pravim partnerjem, so imeli že otroke. Torej ta nasprotna reklama,
spodbujanje, ja, min grede nekoga zavede. V tisti puberteti bi punce včasih rade postale fanti, ali pa fanti bi radi postali punce. In to potem prinese še dodatno zmedo v glavo. Torej, nas čas tudi preganja. V tem zmedenem času imamo tudi ta težka vprašanja, ki ste jih vi, gospod Matej, z vašimi knjigami odprl. Vsekakor potrebujemo neko zdravo pamet, dobro razmišljanje, Božjo pomoč pri tem razločevanju, pa tudi potrebujemo neko srce Jezusa, ki prihaja k ljudem naproti in jih rešuje v njihovih težavah, stiskah, dilemah in moramo ponuditi roko iskreno vsakemu homoseksualcu ali ženski, ki ima lezbično nagnjenje in v njej videti, bi rekel, dušo, ki jo je Bog ustvaril za pravo srečo in jim pomagati, koliko le moremo. Torej, jaz bi se vam zahvalil v tem obisku na naši televiziji. Želim vam veliko uspeha, vsakemu na svojem področju in hvala vam, da ste bili z nami in odprli te teme. Hvala lepa. Hvala lepa, da smo lahko prišli, pa kaj povedali. Hvala. Spoštovani dobri ljudje, to sta bila Matej Leskovar, izdajatelj v svoji založbi Ignis in pa Tone Marinko, dolgoletni župnik, lahko rečemo oče karizmatične prenove v Sloveniji. Hvala vam, da ste bili z nami, dali smo vam razmišljati in Jezus Kristus je naš zgled ljubezni, razumevanja, pa tudi zdrave pameti in trdne odločnosti. Lep pozdrav in vse dobro.